Lep in prijazen dan vam želim iz Ljubljane, natančneje iz nakupovalnega središča BTC. Zakaj nakupovalnega središča BTC? Zato da vam pokažemo, kako je v nedeljo v tem nakupovalnem središču. Po praviloma večina ljudi doma počiva ali pa se posveča svoji družini ali rekreaciji. No, mi se enemu in drugemu, ampak smo se danes odločili, da vam pokažemo utrinek iz mest nakupovalnega središča, ki sprejme dnevno preko 40.000 obiskovalcev in tudi ob nedeljah mu obiskovalci ne dajo mira. No, tako se to reče. Nekoč navadno skladišče danes pa res nakupovalni center, ki v bistvu sodi med večje v tem delu Evrope. Na levi strani vidite kristalno plačo večjih, pa največjo zgradbo v Ljubljani. Na desni strani nekdanje skladiščne prostore, sedaj tako imenovano Halo A. Stavbo, ki jo vidite na levi strani, pa je poslovna zgradba podjetja, ki upravlja z tem nakupovalnim središčem in pa seveda z dejavnostmi v BTC-ju. Natančneje pa se tudi podjetje imenuje. No, mi bomo zdajle pokukali, kakšen je trenutni utrinek v centru. In sicer se bomo peljali mimo nekaterih področij, ki jih morda poznate ali pa tudi ne. Križišče, katerega bomo zdaj prečili, je križišče s znano Šmartinsko cesto. Ta ulica, ne boste verjeli, se imenuje, s katerih zdaj smo se že peljali, je Ameriška ulica. Torej tudi v Ljubljani Ameriška ulica. No, zdaj smo že na Šmartinski cesti, kjer je hitrost omejena na 60 km/h, morate vedeti, če ste za volanom. Zadnji, če ste za volanom, vedno morate verjeti, da vozite previdno, varno in prometu prilagojeno. Temperatura v Ljubljani je trenutno 17 stopinj Celzija. Kar veliko prometa je proti nakupovalnemu središču. Kakšno pa je stanje v centru mesta, bomo videli, ko bomo seveda prispeli do tja.
To je del zanimivih blokov. Ki so zgradili še v času propadlega, zdaj že propadlega gradbenega podjetja SCT, ki ga je vodil znameniti gradbeni baron Zidar, ki danes zaradi stanja zdravstvenega, seveda, tako pravijo, ne more zasesti mesta v enem izmed zaporov, kamor bi moral že davno. Mi bomo zdajle zavili v zanimivo ulico, ki nikar ni prav prijazna po nazivu, namreč imenuje se Pokopališka ulica. Pokopališka pa se imenuje zato, ker v bistvu je povezana s cesto ali pa križiščem, ki nas popelje do Žal. To je našega večnega lovišča, kot pravijo Indijanci. No, mi pa vam želimo pokazati eno drugo stvar. Zato smo se zapeljali sem, ampak žal vam ne moremo tega pokazati, ker ravno obnavljajo to zgradbo. Bomo pa naredili to z drugega zornega kota. In sicer govorimo o ekologiji in pokazali bomo gradbeno barako z razpadajočo salonitno streho, ki ne moti nikakršno in nobeno inštitucijo v Sloveniji. Ne ekologe, ne inšpektorje in ko boste to zagledali, boste ugotovili, da smo res država totalnega reda. In ta totalni red je v tisti hiši tamle naravnost. Vidite, kako razpada cela zgradba. In sicer je to baraka propadlega podjetja Kraški zidar. Tako da veste, da tako skrbimo v samem mestu, ki mu pravimo najlepše mesto na svetu, tudi za prebivalce, da jim damo za pokušino nekaj salonitnih odpadkov. Žal. No, zdaj se bomo vrnili nazaj na področje, kjer smo bili, in sicer na Šmartinsko cesto. In da smo vam to morali pokazati, da veste, da tudi Ljubljana ni tako lepa, kot govori vaš znameniti župan Zoran Janković. Marsikaj je velja in bi bilo potrebno postoriti, pa se ne zgodi. No, zdaj smo že nazaj na Šmartinski cesti. Tule na desni strani je Davčna uprava Republike Slovenije, kjer vas popilijo, če niste plačali davkov. Če pa ste pokradli državi denar, pa nekateri pogledajo stran in rečejo, sej, to se zgodi in nimajo več česa plačati.
No, na levi strani je nekdanja Kolinska, ki je danes v lasti hrvaške družbe. Ki so jo resnično zapravili pokvarjeni slovenski tajkuni in nesposobni politiki. Nekateri danes od njih sedijo v odprtem delu zapora na Dobu in ko bodo prišli iz teh zaporov, bodo od nekod potegnili denar, ki so ga shranjeni za svojo prihodnost. Ljudje, ki so jih uničili, pa so ostali pri vsega. No, zdaj se peljemo pod vozom železnic. No in tukaj je še vedno Šmartinska cesta in takih je pogled na to prelepo Ljubljano. Smo pa sorazmerno zelo blizu središča mesta. Zdaj bomo prečili Njegoševo cesto, ker je glavna povezovalna cesta za klinični center. Kaj naj vam rečem? Če si to dobro ogledate, ta del Ljubljane, ne morete trditi, da je res tako lepo, kot govorijo tisti, ki globosajo, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. In praktično smo mi v središču mesta. Na desni strani je področje Slovenskih železnic. Nato bomo zdajle po tem krožišču Resljeve ceste prevozili področje, kjer se nahaja avtobusna postaja mesta Ljubljane, ki je mimogrede živa sramota za slovensko glavno mesto. No in tukaj bomo prišli v tako zvani lepši del Ljubljane, ki mu pa lahko dodajamo isto, kar govori župan, delček lepega mesta. No in tam ulica se imenuje Miklošičeva, po znanem goslovcu Kdo, kaj in zakaj, pa si boste pogledali drugi. No, in mi smo praktično v samem središču mesta, torej iz BDC-ja smo prišli in vam pokazali delček Ljubljane tudi iz drugega zornega kota. No, da zaključimo, kaj lahko rečem. Da vam lahko zaželimo lep in prijazen dan. Če bi lahko peljali naprej, bi prišli do Prešernovega trga, ker pa to ne moramo storiti, bomo zavili tukaj na Dalmativni ulici in da je bil Dalmatin, boste ravno tako pogledali, vas ne bomo mi izobraževali ali vam prinašali podatke, ki so morda v nekih malenkosti netočni. Vsi imejte in lep in prijazen dan vam želimo iz Ljubljane, tokrat iz Dalmatinove. Ceste, no tudi naravnost pa vidite znamenito RTV hišo, v kateri nam pridno pripravljajo program delavci, ki jih plačujete s
zapuščino in njihovim zaslužkom okoli 22 milijonov evrov na leto. Pravijo, da se zaslužijo sami. Jih je pa ne boste verjeli z radijem na tej strani kar 2229. Toliko, da veste. No, mi smo zdaj le na Kolodvorski ulici. Tole je ulici, ki v bistvu nas povezuje s železniškim kolodvorom ali bolje rečeno s slovensko postajo. Ta steklena zgradba naravnost pa je znameniti spis, kjer je zaposlenih 600 000 delavcev, bolje rečeno upokojencev. No in zdaj bomo poskušali poiskati parkirni prostor, da vam pokažemo še tudi središče Ljubljane. Mi se nahajamo na Slomškovi cesti, vi pa vidite tudi križišče Slomškove in Reslove ceste. In kje bomo mi posnetek končali? Končali ga bomo na tržnici, kjer ob nedeljah dovolijo parkiranje, in to zastonj, to je resnica, to je treba poudariti, vse tiste, ki v bistvu pridejo v središče mesta. Seveda, do zapolnitve. Zdaj smo zavili na Resljevo cesto, ki nas popelje do prej omenjenega dela, ki se imenuje Ljubljanska tržnica. Na vrhu boste zagledali področje Ljubljanski grad. Popeljali pa vas bomo tudi preko znamenitega mostu, ki se imenuje Zmajski most, ki ima 4 velike zmaje na vsakem koncu. In to je bil učinek in dosežek nekdanjega znamenitega ljubljanskega župana Ivana Hribarja. Se imejte in končali bomo tukaj, kot smo obljubili, na tržnici, seveda, če bomo uspeli najti parkirni prostor. Da vam pokažemo tudi središče mesta. Lep in prijazen dan želimo še naprej.